lepo počasno, uporabno se vidi. Ja, pa to je... Seveda, mislim, jaz vam kar ravno, že je normalno. Ne? Ja. Imam pa danes balzam, ki je malo tak zmehča. Ja, seveda se... Ne, imam pa lesen mali glavniček, ne? Lesen, da ne ustvarja statične elektrike, ker je pa... Če se ti zlomi, ti lahko jaz naredim. Res? Pred kamero je to posneto? Dogovorjeno? Zmeno, želim si, da se mi zlomi in da mi ti narediš novega. Torej se opravičujemo za ta zanimiv uvod, oziroma nekoliko drugačen uvod. Še vedno na 29. obletnici Kulturnega centra Pekarna, 29 let Pekarne. Aplavz. Si zasluži? Bravo, Pekarna. In sem pričakoval, da boste to morda na odru naredili, pa niste, tako da ste zdaj dolžni zapet vse. Dajmo Rebeki. Ti držiš ali dajmo Rebeki? Vse tako se nas bo. Dajmo tu, kada. Vse najboljše za te, vse najboljše za te. O, kako basiraš. Najboljše, draga Pekarna. Vse najboljše za te. Hvala lepa, hvala lepa. Pa morda bi lahko tale prijatelj Mehek ostal kar pri tebi, Rebeka, ker mislim, da se takoj samo po sebi postavlja vprašanje, kako to, da si nocoj tudi ti zraven. Saj zasedbo Krokar smo navajeni 1, 2, 3. Trio brez vokala. Kdo je odgovoren, da nocoj tudi Rebeka sedi z nami? Ali najbolj odgovoren? Ideje so bile že pred časom, tako vsaj mogoče tudi malo tihe želje, da Krokar pridobi pevca pevko. Mogoče so se pa ravno zdaj poklopile nekako zvezde, pa da je Zemlja v pravem položaju napram Marsu, Luni, ne vem, kakorkoli bi to naša Iva z drugega benda rekla. Pa je tukaj, no, ne vem, vsaj koliko jaz vem. Zraven tega pa je še šlo za eno dolgoletno tesno prijateljstvo oziroma skupno druženje. No, to sem hotel omeniti, da se pravzaprav poznate že dolgo, ne? Ja, že kar nekaj časa. In jaz mislim, da je vse skupaj naneslo, da je danes Rebeka z nami, pa prejšnji teden tudi, pa mislim, da je še 2-krat se pojavila na Štuku v okviru Boom festivala in Scena Festa. In kot kaže, bo vse pogostejša gostja članica. Gostja članica. Pa bo to, ker bo Rebeka... pogosta. Ok. Ne pa stalna, redna. Tega nismo rekli. Tako da... Okay. Dela se na tem, da bo vedno bolj redno v bendu, ne? Tako. Tudi delamo, recimo, zdaj že vedno več komadov, ki jih skušamo dati. Mislim, tudi tiste, ki že imamo narejene v bistvu, ne, so dejansko narejeni, o katerih smo že razmišljali, da bi bil vokal zraven, ne. In zdaj tudi pripravljamo v kratkem en single, ne, ki smo ga že posneli kot instrumental. In ga tako zdaj ne bi preveč, ne, izdal, tako kot se reče, ne, na malo misli, to, recimo to, ne, da dejansko zdaj ob tej priliki lahko napovem, da dajemo en novi single ven, ki bo tudi vseboval ta, kako bi rekel, prelesten ženski vokal, ja. Ja, v bistvu zdaj dejansko kar redno vadimo, ne. Tako kot sta že kolega povedala, ne, mi se že v bistvu poznamo ful let in tudi sodelovanje sega že v druge zasedbe, ne sam Krokar. Ampak je bilo pač tako, vsake toliko časa pa kaj posebni priliki, zdaj pa pač neka skupna želja postala, pa tako se je pač poklopilo, pa pač da smo rekli, da bi še nekaj več naredili, ker vedno, ko imamo skupaj kak koncert, se neka iskrica vžge in je zdaj očitno pač tako močno se zdaj skrilo, da pač smo rekli, da pač res bi radi nekaj skupaj naredili. Tako da zdaj dejansko redno vadimo, vedno več komadov imamo, zdaj dejansko, kot je povedal že Denis, en je v nastajanju novi, tako da se res ful veselimo. Ja.
tako je. Mislim, da nam je pač usvojeno. Dani, še imaš kaj za dodati? Kako se ti počutiš v novi vlogi? Mislim, je to kar bil zate velik korak? Jaz se počutim v tej vlogi izjemno. Res. Pač najboljši trenutki so mi na odru. Pač sploh pa s takimi fanti, kot so Krokar, ker pač se res ful razumemo in res je ful fajna energija in the best je. Tako da super je. Ja, uživam. V bistvu je res naključje ali pa usoda, ampak nekako smo se našli v glasbi. Mislim, redko sploh najdeš ljudi, ki mogoče jim je taka bolj eksperimentalna, instrumentalna glasba všeč. Rebeki je to všeč in to je to. In zdaj bomo to instrumentalno, eksperimentalno glasbo spremenili še v vokalno. No, zdaj, če smo že začeli z rojstnim dnevom pekarne, pa mogoče malo še nadaljujemo v tej smeri. To bi zdaj intermezzo, zakaj vas nocoj nekaj več sedi z nami, ne, kot sicer. Kaj vam pomeni to, da ste recimo zraven, da ste bili povabljeni na praznovanje takoja 19. obletnice, ki v bistvu nekega prostora, ki je ne glede na barvo oblasti, tako se vse zdi, ne, vedno v neki nevarnosti, da ga zaprejo, preselijo, ne, ali pač na nek način utišajo. Ja, kot kaže, kot nek nebodiga treba določenim ljudem v Mariboru. Meni osebno pa verjamem, da tudi ostalim je kar v ponos ali pa nam na nek način godi, ker ne nazadnje na sam vdor v pekarno, na samem vdoru v pekarno sva sodelovala tudi z Denisom leta, kaj je bilo, 95? December 94, tik pred letom 95. In sva takrat zabezecala, se pravi, osvojila en vadbeni prostor tukaj, kjer je danes hostel, kjer smo kar nekaj let vadili za takrat, če Omet odpada in skupino Dvil. Tako da, ja, v bistvu sva od začetka zraven. Ja. Potem je pravzaprav prav, da sta nocoj, ne, oziroma danes zraven. Ja, se to ni prva obletnica, na kateri sodelujemo, ne, v bistvu smo lani igrali tudi z obema bendoma, ne, tako smo pač mi to okoli tega, ne, pa tudi že na kaki prejšnji, ne, je ravno, mislim, da je ravno Slavko Rajh objavil 9 let nazaj, tudi ko je bila obletnica v Gustavu, noter smo tudi že bili takrat, ne, mislim, na vseh teh, pa tudi z Dvil smo bili, da je to bivšo zasedbo, smo tudi bili na obletnicah, pa v bistvu konstantno povezani, pa s prejšnjimi zasedbami, tako da ja, praktično, zdaj, ko zdaj pomislim, da je 29. obletnica tega, ne vem sploh, če bi dalje debatiral o tem času, ne. Ja, to je, res. Dobro, potem pa da malo sprostimo ozračje, ne? Da se spet vrnemo zdaj k vam kot zasedbi, ne? Zdaj v nekoliko drugačni postavi, kot smo vas bili do zdaj vajeni. Je morda še kaj takšnega, kar bi morda morali o vas vedeti, pa ne vemo, kakšna zanimivost vsakega posameznika ali kak zanimiv skupni dogodek, ko se mu smejite še danes, ali kaj takega? Kaj bi morali vedeti o vas? Tam že vidim, da so ideje. Ja, podam komu dalje? Dani ima idejo, ziher. Ne bi, Dani? Nimaš ideje? Denis je taki storyteller, ne, ponavadi. Pa ne, v bistvu, realno, ni kakih takih pikantnosti ni, ne, mislim, da bi zdaj nekaj rekli, ta fora, ne. Je pa res, da mogoče prej, ko smo v bistvu pozabili, kako smo se mi dejansko povezali. V bistvu to sega nazaj v zasedbo Dvil, ne. Veš, ker z Vasem smo v bistvu v teh zasedbah že
non-stop, v bistvu smo non-stop vseh bendih skupaj že, ne, mislim, ne? In, Že od srednje šole, ne? Ja, ja, ne, in predvili se je to zgodilo enkrat, da pač, ker smo imeli en komad narejen sicer z eno drugo vokalistko, pa tisti neki spot ploval, da ona ni bila na razpolago kakorkoli in pol je pač bilo enkrat ideja, sem tja neka Fenica se je pojavila, Fenica. Fenica, full Fenica. Fenica benda, ne, to je. To je mogoče en fun fact, jaz sem kar mlajša kot ti dečki tukaj, ne? Sem malo starejša kot Pekarna, ampak ne kaj dosti, tako da oni pa so malo starejši, zreli fantje, ne? Ja, malo. Dečki. No pač ful je fun fact, ker jaz sem bila res full Dvil fan včasih, mislim še danes, jaz vrtim v bistvu vaš CD v avtu, ampak res sem bila fan, sploh se nismo poznali takrat, ne? Oni so kar koncertirali tako par let nazaj, jaz sem hodila kot zagreta fanica na njihove špile. In smo na enem špilu z mamo na Lentu, na večerovem odru. Ja, no tako da, ful mi je zanimivo, v bistvu mi je zato še toliko lepše, da pa zdaj sodelujemo, ker sem včasih bila full happy spodaj pod odrom, pa občudovala te fante, ki so pač res dobro muziko delali in jo delajo še danes. Tako da skozi muziko smo se pol nekako spoznali in zdaj dejansko skupaj ustvarjamo. Pač ful lepo, no. Se pravi, da kljub zdaj temu novemu sodelovanju se žanrsko ne boste kaj dosti spreminjali oziroma vloge ostajajo enako porazdeljene v zasedbi? Jaz bom samo rekel, vse je odprto, zdaj bom pa podal naprej. Zdaj, naša zasedba nikoli ni bila žanrsko, bom rekel, da bi si zadali nek cilj, ker pač to, kaj pride iz tebe, to pač naredimo, včasih se obdrži, včasih ne. Tako da žanrsko nismo opredeljeni, ne. Je to nek, kak bi rekli, rock, progressive rock ali ne vem, ampak ja, mi že, ko smo začeli, ko smo glih pri obletnicah, tudi Krokar bo kmalu imel 10 let, ne. Tako da, že ko smo začeli, smo imeli v planu to z nekim vokalom, ampak potem nam nekako ni bilo usvojeno in smo pol delali kot instrumentalni trio in smo malo se to že pač privadili, da je temu tak in da nismo niti upali na nek vokal. Nismo potem več računali, smo rekli, gremo igrati, ker drugače pač bo projekt obstal, ne. Ampak no, zdaj se je pa tako obrnilo in tudi mi, glede na to, da že 10 let skoraj skupaj igramo, smo rabili nek dodaten push, ki ga je Rebeka prinesla, ne, v band. Mi smo se že malo začeli v nekem krogu vrteti, pa se nismo znali naprej, ampak zdaj imamo neko novo energijo, nov zagon, no. Ja. Ja. Pa dobro, ravno smo se včeraj ali predvčerajšnjem pogovarjali, niti nimamo nekega točnega, lahko rečemo, ne vem, lahko pogledamo, kdaj smo imeli prvi skupni špil, ne, verjetno bomo se na to, tako da nismo toliko na te obletnice, ker mi pač delamo in se nam zdi, da pač to mora biti in da bo še kar nekaj časa tak, za pa koliko let je okrog, to je zgolj nekaj pač. Aha. Ja, definitivno smo, tako sem rekel, dobili nov zagon, začeli malo bolj intenzivno spet delati, nove ideje in bi radi, da bi bilo čim več glasbe, tudi vokalne in tako naprej. Nekaj bo verjetno ostalo instrumentala, nekaj bomo pa kaj priredili, ampak večinoma bomo stremeli k novim idejam, novim komadom. Jaz mislim, da zdaj v tem trenutku itak noben ne zna čisto napovedati, kako točno se bo zdaj spreminjal slog Krokar, pač namen ni, da se spreminja, če se bo pač organsko, mogoče se malo bo, ker pač
ko pride neka nova oseba, tako je nek nov element, že malo drugače zveni, ne. Ampak načeloma smo vsi v nekih približno podobnih vodah, približno podobne stvari so nam všeč, mogoče se za neke odtenke, v nekih aspektih malo razlikujemo, mogoče bo ravno ti aspekti dali pol neke nove razsežnosti. V glavnem, ja, sigurno bo neke organske spremembice, kakšne pa se pustimo presenetiti. Verjetno pa v osnovi filozofija oziroma neka želja, kaj želite z vašim ustvarjanjem, z bendom, z vašo glasbo doseči, ostaja enaka. Zdaj, kar se same glasbe tiče, ja, kar se pa tiče mogoče prepoznavnosti ali pa, ne vem, sprejetosti, pa si mogoče zdaj še želimo malo več. Ne glede na to, da imamo svež veter med nami, ki nam kdaj da kako brco veriti, da se mi malo bolj zraven spravimo, ne? Mislim, realno je vedno taka fora, da vokalna glasba je vedno hitreje, lažje, boljše sprejeta, ne? To je tako jasno, ne? Zato, ker veš, da tudi radio, kakškoli radio, ko poslušaš, ne, je procentualno vedno več vokalne glasbe kot pa instrumentalne, tak je, ne? No, to je drugo, ne? To, kar jaz sicer ful dosti poslušam, ne? To je res, ja. Ampak okej. Teda zaradi tega, v bistvu se, na nek način bi rekel, da se veselimo novih izzivov, zdaj s tem, z vokalno zadevo se ponuditi na trg, ne? Veš? Se veselimo tega, ker odziv bo zagotovo drugačen, ne? Pa pol, kako bo pa sprejeto, okej, to je pač odvisno od tega, koliko bomo puščali celo stvar, ne pa plačevali razne, ne, se ne, to ne. Recimo, zdaj zamislim, da sem se tega lotili, ne glede na to, da zdaj si s to platjo, recimo, da niste toliko ukvarjali, Ja. ne? Kaj zdaj je? Ne, veš zakaj se nismo ukvarjali s tem, le, ker to smo, to itak, ne, ampak ker to smo trije, recimo toliko, niti nismo v teh scenah, tudi social media, toliko bla bla, gor dol, ne, pa kako se spraviti zraven. In zato zdaj pač upamo na to, da imamo to mlado žensko energijo, ne, ki dejansko stremi k temu, pa tudi obvlada te stvari, da jih brcne tja nekam ven na trg boljše kot mi, ne. Ne tako kot mi, ko smo pač, novi komad je zunaj, vsak enkrat objavi in to je to. Pa pač misliš, okej, vrejo, se bo ti že prišlo na nekoga, ne, že ta fora, ne. Zdaj pa pač, pol pa nas tudi, recimo, ta mlada ženska nova energija brca, ne, da te fantje objavlja to malo več, ne. Mislim, dajmo zdaj to ven, naredi ta story, naredi ono, veš, in dejansko, ja, mislim, bolj smo, napiše tako, da, ja, okej, zdaj takoj, že imaš telefon v rokah, okej, vrejo, se bom zdaj, ne. In dejansko se pozna razlika, ne. Zdaj, ko greš malo gledat, veš, niti na to se noben od nas ne spozna, zdaj pa greš gledat Reach, pa ono sem tja, ne. Zdaj pa nekrat tako, okej, greš to preveriti, pa vidiš, wow, nekaj bo na tem, ne. Ja, teda na ta stil pač polagamo upe, recimo v mladež. Mladež. Pa ste mogoče zdaj na tej foti zanimljivo, že malo, da ste te stvari delate na nedelji, ali mogoče to zdaj si vse teče skupaj igrate na kakšen problem, za katerega si mislim, da ste doživeli na glasbeni poti. Ja, Ste na vse pripravljeni. ne, mislim, pripravljeni smo tako na vse, ampak edino en problem je bil, ne, en sam problem se je našel v vseh teh letih, ne, to je pač to, da nismo stali bolj prepoznavni, pa nismo na velikih odrih, pa nas ne vabijo na Rock am Ring, pa na te velike festivale, to je problem, ne. Zdaj pa takoj še pod vprašanje, ne, kaj je torej po vaše potrebno spremeniti ali pa kaj vas najbolj moti na glasbeni industriji, lokalni oziroma državni in širše, glede na to, da niste zadovoljni z vašim statusom, kaj po vaše treba spremeniti, kje je največja težava? Denis, to najbolj. Ja, mislim, jaz mislim, da
dosti je priložnosti, pa ful dosti stvari lahko band sam naredi za to. Zdaj pa ful obstaja bandov, ki niso nič kaj dosti naredili za to, da bi pač nekam prišli, zrasli. In taki so ponovadi najbolj glasni, da nikamor ne pridejo, nič se ne zgodi. Ampak jaz mislim, da dokler nisi ti res vsega dal od sebe, da sploh nimaš pravice reči, da se ne da, ker pač res poznam ful bandov, ki ne pozna niti osnov tega, kako glasbena industrija recimo funkcionira. Jaz mislim, da je to osnova. Ko ti začneš neko stvar delati, pa če hočeš, recimo, najprej moraš vedeti, kaj hočeš. Ali delaš to malo za gušt, vsak teden malo igraš, ali zahočeš nekaj s tem. Ker če hočeš nekaj s tem, moraš vedeti, kako funkcionira industrija, v katero si se podal. Ne? Karkoli v bistvu delaš, moraš vedeti. Ne? In zdaj, če ti nekaj tavaš v temi, pa pač... Zdaj, če pa ti poznaš neke zakonitosti, veš, kako industrija deluje, veš, kako se približno, kako je fajn, da ti imaš neki press paket, ker ful bandov niti nima enega spodobnega opisa svoje zasedbe. Pač ful je enih stvari. Zdaj jaz opažam na našem trgu v Sloveniji ni tako dobra higiena tega. Jaz mislim, bandi ful niso seznanjeni s tem, kako bi mogli funkcionirati. Tako da ja, pač potreba je poznati področje, na katerem delaš, in jaz pol mislim, da če to poznaš, lahko začneš delati v smeri, da se začne nekaj dogajati. Mislim, da je pač možno. Samo moraš vedeti, kaj delaš, vsaj približno. Dolgi smo, dobro smo, super, všeč mi je. Pa da mogoče zdaj navežem malo na to, kaj si ti govorila, koliko so pri tem pomembni takšni prostori, kot je Pekarna, celoten kompleks, ki smo, kot smo že na začetku rekli, je ves čas na prepihu, ne glede na lokalno oblast. Koliko je to pomembno, da mora obstati? Ja, jaz bom rekel, mislim, vsi vemo, da vsako bolj ali manj pomembno mesto pri nas ali v tujini ima neko pribežališče kulture, ki je malo drugačno od mainstreama, in da je to neko tvorišče novih idej in gonilo, in jaz mislim, da brez tega ne moremo. Ne? Tako da je zelo pomembno. Ne, mislim, se strinjam s tem, kar je recimo Vasja povedal, da ja, subkultura pač mora obstajati. Ne? Pekarna je subkultura vedno bila, vedno bo, ne glede na to, kakšne koli stvari se tu dogajajo, subkulturni prostor mora obstajati, ker subkultura v bistvu gradi kulturo. Ne? To zdaj zveni... Zakaj tako osovražen ta subkultura, zakaj tako osovražena in jo vsi želijo zatreti? To je zaradi tega, zato ker je jasno, ne, da subkultura sama sebe težko financira, ne? To je jasno. Ne? In subkultura se vedno se najde tisto, kaj pride ven v kakšne novice ali pa o tem, ko se govori, aha, gled te kulturnike, ki molzejo neki denar, nič ne delajo, pač tam nekaj dela, neki band, nekaj slika, bla, gordul, ne. Ljudje se pa ne zavedajo v bistvu, da je ravno iz takih so umetniki nastajali, ne, veliki umetniki, ne. Veliki umetniki so bili na začetku v subkulturi. Ne? Meni ne noben zatrdil, da pa je kar Picasso v recimo tem bil, zdaj pa je bilo že to ful dobro, pa ful mainstream sprejeto. Ne? Mislim, niti slučajno ni bilo tak. Ne? Tudi glasbeniki, ne? Če gremo ful nazaj v klasiko ali pa kakorkoli, ne? Noben ne je rekel, da so bili, ne vem, Beatli kar od začetka mainstream, ne? Ker niso bili, ne? Oni so svoje standarde postavili od Hendrixa do vsega ostalega, koliko imaš po obdobjih, recimo, tako da, ja, subkultura je ravno to, kar dela, ne, dodano vrednost tistemu, kar se kasneje reče, ne vem, pač kultura, ali kaj te zvim, kaj mislim, v tem stilu, ne. Tak jaz zvim to. Ne? Zgodi se nekaj novega, ne. Brez tega, po mojem, se marsikaj ne bi zgodilo. Še imaš kaj spodati? Ne. Jaz mislim, da se pač na takih prostorih rojevajo nove zgodbe. Tako da ja, spletajo se prijateljstva, začnejo se
A da se lahko predstavi? Ja, seveda, se ravno to nekim bendom ravno manjka priložnosti in to je pač en tak prostor, kjer bendi dobijo to priložnost, ne? Da sploh špilajo, se predstavijo, pač, ne? Ker ni odkrito, ni dosti takih prostorov, sploh v Mariboru jih trenutno primanjkuje, ne? Tako da smo res ful hvaležni, da obstajajo pač taki prostori. Se mi lahko ti držiš. Ja, dejansko mislim, sama pekarna, ko se pogovarjamo o subkulturi, mislim, da je del življenja tolikih ljudi, da si ne znam predstavljati, da bi to zdaj ena oseba lahko rekla, da bomo pa mi to nekam preselili ali pa odstranili, da enostavno si ne znam predstavljati, da ima nekdo tako moč in mislim, da ne bi šlo skozi, no. Vsaj upam, ne. Tako da, to je to, no. Malo sem zgubil to, ker sem imel nekaj... Se sem prej splošno v bistvu govorila, ni letelo direktno na Krokar, ampak... Kako so pomembni takšni prostori, ja, ne? Zdaj, če gremo danes pogledati na obletnici pekarne, je vedno veliko ljudi. To se pravi, pekarna oziroma ta subkultura ali pa alternativa ima neko konstantno publiko. Kar za nek mainstream lahko je dvorana polna, lahko pa ni nikogar. Tukaj se pa nikoli ne zgodi, da ni nikogar, ker to nekako, tudi če ni čist, ne vem, neka prireditev tebi na kožo pisana, se čutiš del tega in greš podpreti, pogledati, no, tako da mislim, da to, kar se tu dogaja, ima vedno neko ciljno publiko, ne glede na to, da je mogoče manjša od nekih velikanskih enkratnih priložnostnih koncertov. No. Jaz mislim, da eno brez drugega težko obstaja, oziroma ne more obstajati. Mislim, jaz pač nekako sodim bolj v alternativno sceno kot v mainstream, čeprav me določeni elementi mainstream kulture tudi zanimajo, ali pa določeni artisti. Pač mislim, da je oboje pač ima svoje prednosti, svojo publiko. Eno brez drugega ne vidim sploh, da bi obstajalo. No. Zdaj pa subkultura, alterkultura, mainstream kultura, gor ali dol, jaz moram nujno otočiti. To so bili Krokar v novi postavi na 29. obletnici kulturnega centra Pekarna. Se vidimo prav gotovo na 30. obletnici. Tako, torej, to je zdaj dodatek. PS, ne, to. Kdaj vam je bilo na odru najbolj nerodno in zakaj? Danes je že bila ena zagata, ker se mi je prvič v življenju struna vtrgala na odru. Tako da, to je se prvič zgodilo in fora je, da smo o tem debatirali ravno danes. In še včeraj sem razmišljal, ponavadi mi Denis posodi kitaro za 2 komada, ker je druga uglasitev in mi njegova kitara leži, pa mu nisem rekel, sem rekel, bom preuglasil. Danes pridemo sem, že doma sem razmišljal, nimam rezervnega paketa, pa se vseeno. Pridemo sem, Rebeki rečem, glej, na odru je vtrgana struna, to je verjetno od včeraj. In glej ga zlomka, po prvem komadu se strga struna. Ja. To je bila, evo, moja zagata. Dam dalje mogoče? Dani? Ja, sorry. To bi Denis mogel povedati, ker Denis po moje sploh... Jaz mislim, da on nima po moje sploh nerodnih. On po moje... Njega moraš vprašati, kak je, če sploh nimaš nerodnih situacij. Denis? Sem zatulila tu noter. Zdaj, ko si šel točiti, sem jaz postavil vprašanje zate. Samo ne smeš pa begeti, vsi me te pojaviti. V glavnem, to je bilo zdaj, nekaj smo rekli PS. Okay. Kdaj ti je bilo najbolj nerodno na odru? Najbolj nerodno na odru, to
To zdaj nisi pravi osebe vprašal, ker meni je redko nerodno na odru, ne. Teda, Pod odrom, kjerkoli že. ja, Broken je to, nima kodeka. ja, veš kaj, ena fora pa je mogoče, ko sem hodil v glasbeno šolo, ne, klarinet sem se učil, ne. In pol sem enkrat imel nastop, to se prav spomnim, da mi je takrat, mislim, da vem, da je bila taka finta, da mi je tako malo bad postalo, ker veš, tam si odraščal, bil sem star ne vem koliko, 9 let ali kaj tega, pa mi je ravno zob manjka, veš, ko ti zob izpade, ne, in pri klarinetu je nastavek pomemben, veš, in pol pa tam nekaj z zobom je pač parkrat, ko sem imel nastop, veš, vmes zapiskalo, pa se spomnim, da mi je tako malo postalo, da mi ni bilo vrejo, ne. Drugače pa dejansko, tako rekla Rebeka, ne, da jaz nimam nekega takega kodeka za to, veš, da bi zdaj nekaj nerodno postane. Vse lahko sebi vprit obrneš, v bistvu, karkoli se zgodi, pač, glej, tako je bilo ono rečeno, svet je ovo rock'n'roll, ne, mislim, razumeš, pač obrneš v to, da je pač del performansa, ne, to je to, ja. Je tako, da naredite naslednje leto večji oder v pekarni. Jaz dejansko zdaj te moram razočarati, nimam neke ful zgodbe. Mogoče je res tudi neka osnovnošolska leta, da segajo neke te stvari, ko res nisi dobro zvadil, ali pa sem recimo takrat še igrala klaviature, pa vem, da parkrat se je zgodilo, da nisem čisto dobro zvadila. Taka situacija te potem spravijo v neugodne, bolj to, kot pa to, da se ti nekaj zgodi na odru, pa recimo se spotakneš, pa pač se pobereš. Ne, ni panike. Vedno boljše je, v bistvu ful je fajn. Ja. Dani? Tudi jaz se žal ne spomnim nobene nerodne situacije na odru. Tako da, res ne. Ne, dejansko ne. Pa lula, če greš, no, pač počakaš neki part, ko imaš čas, ne. Pa to ni nerodno. Če te lula, greš lulat, ne. Se to ni za tak nerodno, ne. Sploh pa... Za 30.